šolanje nadaljavo v tej drugem valu je kar dobro steklo, saj smo že v prvem valu nastavili dobre osnove, se pravi komunikacijo preko e-asistenta, ki smo jo v drugem valu nadgradili z videokonferenco Zoom, ki sedaj poteka zelo, zelo dobro. Še posebej poteka zaradi tega, ker so se tudi starši pripravili na to, na boljšo komunikacijo oziroma boljšo povezavo, tako da so v tem času od prvega do drugega vala uredili svoje internetne zmogljivosti, da lahko videokonference potekajo toliko dobro. Je pa res, da v šolskem okolišu našem so še vedno te črne lise, kjer je signal zelo slab oziroma je internetna povezava šibka. Tukaj pa kot šola ne moremo nič kaj dosti pomagati, na žalost. Ampak vendarle, kako si otroci oziroma starši pomagajo v teh primerih, ko gre za šibke oziroma povezave oziroma teh sploh ni? Imamo primere učencev, kjer potem se selijo k sošolcu ali k teti zjutraj, ki ima boljšo internetno povezavo. Koliko pa je takih primerov pri vas? To, da nimajo obe povezave, imamo 3 primere, se pravi, da je internet preko telefona in preko žice slab. Ostalo se pa da, oziroma so starši nekako uredili, tako da lahko preko telefona, preko Wi-Fi postaje iz mobilnega telefona prenesejo na računalnik in da lahko učenci spremljajo pouk. Pravite, da sicer pouk na daljavo poteka razen teh že omenjenih težav kar dobro. Kaj vas je šola na daljavo naučila? Ja, šola na daljavo nas je naučila, da mislim, da prav vse, da pouk na daljavo ni tisto, kar je pouk v šoli. To je gledano iz več vidikov, in sicer prvo je izobraževanje, se pravi snov. Snov se predela v manjši količini, nekako smo zastavili, da je tisto primerjava šola v šoli in potem doma, okrog 50 do 60% snovi se lahko predela na ta način. Tukaj so še pa druge zadeve, se pravi, veliko pozornost posvečamo socialnim stikom, tako da je del konference, videokonference, ki jo izvajamo, namenjen pogovoru z učenci, tem socialnim veščinam, ki jih v šoli naši učenci oziroma naši otroci dobijo mimogrede v času odmorov, prostega druženja in to, kar pa pri pouku na daljavo žal ni mogoče v takšni obliki. Kdo je pravzaprav tisti, ki v šoli na daljavo pravzaprav najbolj trpi oziroma največ izgubi? Po mojem mnenju največ izgubijo učenci, ravno zaradi povedanega malo prej. So pa tukaj seveda učitelji zelo bistveno bolj obremenjeni, ker je potrebno pripraviti določene posnetke, določene snovi na drugačen, razumljiv način učencem. Zdaj manjša težava je na predmetni stopnji, ker so učenci bolj samostojni. Večja težava je pa seveda v prvi triadi, ker brez stalne pomoči staršev pouk na daljavo je skoraj nemogoč. Se tudi vi torej strinjate s tem, da bi, ko bodo ukrepi se začeli sproščati, bilo najbolj smiselno najprej v šolo spustiti otroke prve triade?
Seveda, otroci prve triade so naši osmolenčki v veliki meri, ker niso toliko samostojni, vešči za računalnikom, starši pa seveda delajo po navodilih, spremljajo videokonference, ki izvajajo naši učenci, ampak jim manjka določenega pedagoškega znanja, se pravi, na kakšen način zdaj otroka res pravilno naučiti, še posebej prvi, drugi razred, ker je opismenjevanje in je ta način pisanja, na kakšen način črko, na kakšne vaje preko igre opraviti, da je potem zapis lep, prepoznaven, kar velika težava. Ampak vendarle gre za generacije sploh teh otrok v prvi triadi. Zdaj, ko so v bistvu zrasli s temi vsemi napravami, s tablicami, z mobilnimi telefoni, z računalniki, to nekako, ti dve stvari potem ne gresta skupaj. Nekaj je zapis, se pravi na računalnik, kjer učenec v prvi triadi povratno informacijo težje da brez pomoči staršev, se pravi, da zapiše nazaj na kanal ali da pofotografira in pošlje na kanal svoj izdelek oziroma svojo nalogo, oziroma da lahko potem kasneje učitelj to preveri in mu da povratno informacijo nazaj in seveda tudi navodila. Vedeti tudi moramo, da ko se učitelj v razredu prehaja med učenci, že sproti opozarja na posamezne napake oziroma na pomanjkljivosti in ga motivira, kar pa doma za svojimi otroci starši in za svojo službo delajo težje in imajo tukaj kar nekaj težav. Se pravi, klasični šoli, sploh v nižjih razredih, v prvi triadi, absolutno še so vsi argumenti v prid, gotovo, kaj? Ja, se popolnoma strinjam, da v prvi triadi naši učenci sploh ne bi smeli biti doma, ampak bi morali v manjših skupinah prihajati v šolo, zaradi vseh teh veščin, ki si jih učijo, se pravi tudi socialnih stikov. Samo še eno vprašanje, preden se posloviva. Bodo otroci, predvsem pa učitelji, lahko nadomestili izpad, rekli ste, dobrih 60%, malo več kot polovico je mogoče predelati na tak način snovi v šoli na daljavo. Torej, ko se vrnejo v šolske klopi, bo ta izpad mogoče nadomestiti? Vedeti moramo, da je izpad bil že 3 mesece v prvem valu, sedaj več kot mesec v drugem valu oziroma 2 meseca ali še več za predmetno stopnjo. Verjamem v naše učitelje, verjamem v strokovne delavce, smo dobri in vem, da jim bo uspelo. Še kakšno sporočilo za konec? V upanju, da korona čim prej izgine, se pravi, da se poslovi iz našega območja. Želim vsem, da se čim prej vrnejo v šole, v svoje službe, da bi lahko v miru, v ustaljenih tirnicah nadaljevali svoje življenje, svoje delo, bolj sproščeno in bolj aktivno, da bi naši učenci lahko čim prej nadoknadili primanjkljaje, ki so jih v tem času doživeli oziroma so jih nekako drugače oblikovali. Seveda pa je sedaj tudi čas Veseli december in Veseli december je namenjen bil predvsem druženju, tem dobrim možem, obdarovanju, ki ga v tem šolskem letu skoraj da ne pričakujemo oziroma ne bo v takšni obliki, kot je bil v prejšnjih letih.